Šesta knjiga, Prvi spol. 2018 je napisal zato, ker se mi zdi, da moram elaborirati ta svoj antifeminizem. Torej, feminizem je ideologija, ki jo jaz prepoznavam kot smrtonosno za družbo. Zdaj, 2012 sem že napisal, 2012 v času družinskega zakonika oziroma referenduma, knjigo o spolu, kjer sem nastavil svojo teorijo antifeminizma. Tukaj v tem prvem spolu sem pa dokončal ta svoj elaborat, v katerem sem razložil, kaj se delajo te in svetovne in slovenske feministke, da bi izenačile spola, dva spola. Govori se o teoriji spola, o gender. V tej teoriji spola lahko zasledite take nebuloze in to z psihoanalitičnega vidika, da tiste poznavalce, ki vemo, zakaj se gre, ki vemo, kaj je Oedipov kompleks, glava peče. Tako spodletel je ta feminizem. In zgodovino feminizma jaz obravnavam v nekaj poglavjih, razložim, kaj je to ideologija, Mary Wollstonecraft, tudi Simone de Beauvoir, še največ govorimo o Simone de Beauvoir, o njenem drugem spolu, zato ima knjiga naslov Prvi spol, ženske so oziroma ste prvi spol. In da bi to razložil, rabim 7 poglavij, v 8. poglavju se pa razgovorim o organu, ki ženski na telesu manjka, o penisu. Poglavje ima naslov, tako kot je hotela imeti naslov tudi knjiga. Se pravi, prvi spol ali penis in ženska želja. 15 let sem zbiral anketne vprašalnike, žensk, predrznih žensk, ki si upajo kaj povedati o tej svoji zavestni, predvsem pa nezavedni želji, tudi lezbične intervjuje sem opravil na temo penis in ženska želja, tam pa želja ni, tam prihaja do zavidanja penisa, ki je sestavni del napačno razrešenega Oedipovega kompleksa in o tem govorim v tej knjigi. Omenjam poročilo Lunaček, torej Urlike Lunaček je feministični projekt na ravni Evropske unije, tako rekoč ustoličila v vseh državah Evropske unije, zato se govori o poročilu Lunaček. Potem je tukaj še prej bila leta 1995 pekinška konferenca, mislim, da 4. svetovna konferenca o ženskah, kjer so svetovne feministke razvezale svoje nevrotične ali pa psihotične jezike. Judith Butler, to je militantna lezbika, poročena žensko, ima otroka, verjetno z epruvete, je imela nek plenarni referat, tudi takrat prevarana Hillary Clinton je imela referat in vsi tisti referati v tistem Pekingu leta 1995 so bili latentno namirjeni proti moškemu. Feminizem je ideologija, ki skuša simbolno kastrirati moške. Simbolno kastrirani moški ne morejo očetovati svojim sinovom in ti sinovi postanejo moralno pokvarjeni, ker niso pravilno razrešili Oedipovega kompleksa in družba bo šla v maloro, če ne bomo imeli moralno odgovornih moških na vodilnih položajih. Ženske brez močnih očetov si ne zna zbrati pravega moškega. Vsem tem govorim v tej knjigi, vpeljem Donalda Winnicotta, najboljšo mamo vseh mam, pa je bil moški. Govorim o Melanie Klein, to je tako rekoč učiteljica Donalda Winnicotta. Že omenjena ta militantna lezbika Simone de Beauvoir, ki je hotela sesuvati Freuda ravno na točke Oedipovega kompleksa, ki je stebrni kamen psihoanalize. In to natančno razlagam, zakaj Simone de Beauvoir brca v temo v svojem drugem spolu. Tako da predlagam, to bi mogli pa vsi politiki nabaviti in se naučiti na pamet, da bi se znašli, predvsem desni politiki, levi pa tudi lahko to preberejo, se naučijo, da bodo znali parirati svojim profeminističnim kolegicam političarkam. Za desnico, konzervativno desnico je pa tole čtivo obvezno branje. Nažalost, vse premalo ljudi zbere dovolj motivacije, da se prebije skozi 360 strani te dolge knjige.
Berejo pa to 8. poglavje, ne? Poglavje o penisu kot epicentru ženske želje. Ženska, strogo teoretsko, po Freudu si ne želi moškega, ali pa moškega kar tako, ampak natančno zaradi organa, ki njej na telesu manjka, si ženske želijo nas moške. Tudi o tem se da tukaj prebrati. Skratka, svetujem vam, dajte to prebrati, prebite se čez ta težek špeh, ne bo vam žal, pa razumeli boste, zakaj je feminizem smrtonosna ideologija.